Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Robert Golob še vedno ni odstopil, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Premier je zamenjal notranjo ministrico in direktorja policije sebi poslušnima. Slednjega celo nezakonito, po mnenju upravnega sodišča. Kljub temu se Golob policije še vedno boji. Igra žrtev in bojda sočustvuje z državno tožilko, ki se je pritožila nad policijskimi varnostniki. Ustavni pravnik, nekdanji ustavni sodnik in minister profesor Rajko Pirnat pravi, da je ob tem osupel. Rahlo rečeno. Če to prevedemo recimo v štajerščino, je Pirnat dejal: "Totemu se je vun vtrgalo, čuj, hepen je." Sedaj pa se lotimo 44. oddaje okrogle 8. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali, bo Golob zdržal? Bo Golobova vlada zdržala do konca in ali bi morala? Poglejmo, kako trenutno stoji Svoboda po mnenju merilke javnega mnenja. Eden in drugi približno enakomerno, več Prebilič kot Logar, ampak oba več kot, v bistvu, oni so se razpršili, Svoboda je izpuhtela zdaj, ne, ni izpuhtela povsem, prosim, ja, ni izpuhtela povsem, še vedno ima več kot 10% podporo, no. Svoboda je izpuhtela zdaj, ne, ni izpuhtela povsem, prosim, ja, Svoboda je izpuhtela zdaj, ne, ni izpuhtela povsem, prosim, ja, ni izpuhtela povsem, še vedno so se razpršili, Svoboda je izpuhtela zdaj, ne, ni izpuhtela povsem, prosim, ja, ni izpuhtela povsem. Ali bo Golobova oblast res izpuhtela, nam bosta povedala naša stalna komentatorja, dr. Igor Lukšič in dr. Boštjan Marko Turk. Igor, Boštjan, toplo pozdravljeno v Faktorju. Pozdravljen. Lep pozdrav. Igor, ti si bil minister, bil si tudi predsednik koalicijske stranke, bil si predtem na drugih vodilnih mestih v politični stranki, ki je bila članica različnih vladnih koalicij. Lahko poveš iz prve roke, kako pomembna funkcija je recimo generalni direktor policije in ali si lahko vlada privošči, da obdrži aktualnega direktorja policije, ki je padel na neki taki osnovni stvari, kot so recimo zahtevane vodstvene izkušnje, ne? Namreč sklep upravnega sodišča je zelo plastičen, pravi, da je bil imenovan nezakonito, zato ker je bil nezakonit sklep uradniškega sveta, da izpolnjuje pogoje za zasedbo tega mesta. Prav, tako kot je rekel Pirnat, da je bil osupel, to je res nezaslišano, da si vlada dovoli, da imenuje nekoga na katerokoli mesto, na policijo verjetno to še bolj, ker je to represivni organ in tam so nalašč predpisani malo bolj zahtevni pogoji, se pravi malo daljše izkušnje na področju vodenja, ker gre vendarle za uporabo orožja v zadnji instanci in bi tu država morala, vlada in vsi pristojni, ki o tem odločajo, biti bolj pozorni. Tako da se mi zdi, zdaj smo imeli šanso, da na tem popravnem izpitu naredijo nekaj, se pravi, se pokorijo tej odločitvi, ki je bila že v začetku napačno sprejeta, kot zdaj vidimo. Jaz tega nisem takrat od blizu spremljal, ampak zdaj je seveda stvar očitno in transparentno jasna. Tako da je škoda, ker se minister ni odločil, da bi korak nazaj stopil, itak to ni bila njegova odločitev takrat, ne. On je prišel na situacijo, kjer je že vlada vodila nek postopek oziroma stranka Svobode, ne, in s predsednikom vlade na čelu. Tako da bi mirno zdaj stopil korak nazaj. Tako da se mi zdi, da bo interpelacija, ki jo napovedujejo v SDS-u, v javnem mnenju dobila podporo. V parlamentu jo sicer ne bo verjetno, ne, ker imajo dosti veliko večino, ampak v javnem mnenju je pa to jasno. In je to zelo slabo sporočilo, celotna zgodba, ne, to, da se je zgodilo, to, da vlada ni odreagirala, da minister ni odreagiral, slabo sporočilo za kredibilnost vladanja nasploh, ne samo te vlade.
Ja, zdaj, Igor, koalicijski socialni demokrati, za razliko od stranke Levica, ki pravijo, da bi direktor mogel iti, pravijo, da bi bilo treba saj ponoviti razpis. Ampak, Igor, kar je banalno pri tej zgodbi, je, da ta ponovljeni razpis se lahko prijavi tudi aktualni direktor policije in tam pač prikaže te 2 leti delovnih izkušenj, ko je bil na tem mestu. Ne. Ja, to je paradoks, ampak pravno formalno recimo bi zdaj zadeva, če mu je samo 2 leti manjkalo, lahko šla skozi, ne? Ja. Čeprav je te 2 leti pridobil na črno, na nek način. Ja. Ampak jih je vendarle pridobil. Skratka, v vsakem primeru bi bilo verjetno dobro ponoviti cel postopek, zdaj se bom prijavil ali ne, in higiensko bi bilo, da se ga ne izbere. Zakaj vlada tako vztraja, da je on edini primerni v tem trenutku? Ali je res kadrovski bazen v celotni policiji tako zelo slab, kot v stranki Svoboda, ne verjamem. Ja, raj ne bi ugibal, kaj bo potem rekel profesor Rajko Pirnat. Boštjan, ti si se vrnil tako rekoč neposredno iz Pariza, iz Francije, kjer je Golobov prijatelj Emmanuel Macron, predsednik Francije, ki tudi se mi zdi vlada na podoben način kot Golob. Država, to sem jaz, malo imata oba kompleks sončnega kralja. Kakšne usporednice ti to vidiš, oziroma kaj se je po tvoje naučil Golob od svojega prijatelja Macrona? Pa ja, torej jaz ne vidim kakšnih hudnih usporednic, zato ker recimo Francijo poznam, in v Franciji recimo se nikoli ne bi moglo zgoditi to, kar je pri nas, ker zamuja recimo slovenska umetnost, zamuja veliko priložnost, recimo to bi bila, recimo zdaj so podeljevali Prešernove nagrade, sem prepričan, da je v Sloveniji veliko takih dramatskih ali pa dramaturških peres, ki bi znali napraviti eno odlično komedijo, recimo z naslovom Mister ali pa minister Kluka in njegov bos Senade, boso Senade. Mislim, to je vse skupaj, to je tako, pa ne samo podcenjevanje pravne države, pa ne samo zanikanje pravne države, to je v bistvu prav norca delanje iz pravne države, na ta način pa norca delanje iz državljanov in česa tazga v Franciji, seveda, ki so pač karkoli si mi v Macronu mislimo, Macron je recimo enoti približek sončnega kralja Ludvika XIV, v času katerega sončni kralj je zato, ker je pač gojil umetnosti, takrat so se recimo največji umetniki, bi rekel, v zgodovini francoske, bi rekel, države ali pa francoske misli pojavili, recimo Molière, Racine, Corneille, Pascal, La Fontaine in tako, recimo, ki jih berejo že otroci La Fontaineove basni in tako, on je se to spodbujal, oziroma brez njega bi to ne bilo in takrat je bila Francija v zenitu svoje slave. Macron je nati približek tega, Golob je pa nati približek recimo spet ne sončnega kralja, ampak recimo neke komedije v dolini Šentflorjanski, kjer enostavno imaš občutek, da se nek zlodej okrog podi in vse meša in vse uničuje. Ker to, kar je ta Svoboda naredila iz te države, to je pa nekaj, kar mora človek pasti na kolena in jokati. Enostavno, zdaj bomo imeli 15. decembra, bomo imeli praznik republike, enostavno je to za zastave opozorilno za spustiti na pol droga. Torej, kaj ti ljudje delajo iz države? To je še hujše kot v totalitarizmu, ker mi de facto imamo totalitarno obliko, bi rekel, države. Preprosto zato, ker diktature, policijske diktature, recimo v Južni Ameriki ali karkoli, so bile znane potem, da je imela policija, pač pa notranji minister, da je imel prevlado v družbi, in da je pač to bilo direktno nastavljeno z nekega političnega centra. To pri nas je točno to, ob tem, da nimamo z nekaterimi izjemami, tle gre zahvala tudi Tepaljuš, pa Bojanu in tako, pa še mnogim, ki se pač tukaj trudimo, ne bomo zdaj spet vseh naštevali, ampak nekaj jih je, ampak večinski mediji, pa to vse pokrivajo, in zato je Slovenija pač v bistvu diktatura, ker v diktaturi ti nimaš svobode javne besede, ker v Sloveniji mi imamo izredno reducirano oziroma invalidno svobodo javne besede, in drugo, v diktaturi je pač policija vlada, in to vlada na nelegalen način, in to z gospodom Senadom oziroma boso Senata, to je točno to, tudi jaz pravim tu Igorju, da se ne more prijaviti na razpis, ker nobena resna, bi rekel, razpisna komisija oziroma kadrovska služba ne bi mogla teh 2 let, ki jih je nezakonito prebil na tej funkciji, kot je ocenilo, bi rekel, ustrezno telo, šteti za relevantne 2 leti, bili spet na istem. To je v bistvu smešno, kaj ne rečem, če ne bi bilo žalostno.
Zdaj, Igor, premier je danes pričal pred Komisijo za preprečevanje korupcije, končno, ne, vemo, da je bilo kar nekaj pravne in drugačne telovadbe v zvezi s tem, pač on pravi, da je tam zavrgel vse očitke, še naprej trdi, da si bivša notranja ministrica in bivši direktor policije Lindav, da si pač izmišljujeta. Zdaj, kaj ti praviš na to? Bo zdaj postopek, pač bi rekel, nekako stekel v to smer, da bo vrgel tu senco dvoma z Goloba, ali se bo to stanje, ki ga zdaj vidimo, da imamo na eni strani pač njegovo besedo proti besedama dveh drugih posameznikov nadaljeval? Ja, on napoveduje, da bojo priče potrdile to, kar on govori in kar se misli, in da bojo dejstva pokazala to, kar on govori in kar se misli. To se mi zdi, da bo težko širšo javnost prepričal in da bo zato širša javnost prepričljivo, ker ne vem, katera dejstva bi bila lahko tu v prid njemu ali komorkoli, ker vse, kar vemo o dejstvih, so izjave. Ne? Te izjave so zdaj že posredovane, te izjave so zdaj že interpretacije in to interpretacija v drugo, tretjo stopno. Torej, interpretacija. Ja, tako da tle v dejstvih ni ne duha, ne sluha, se pravi, nič materialnega ni v tem smislu dejstev. Ne. Tako da jaz mislim, da bo to težko, je pa seveda tako, kot ta vlada dela, ne, z suhim zagotavljanjem, ki nadomešča eno kredibilne poteze, poskuša prepričati javnost, da je nekaj narejeno. Lej, pred kratkim sem bil tam v Medvodah pri gospodu, ki mu je poplava odnesla hišo oziroma ograjo in se skupaj komaj zdaj tam živi. Dobil je odločbo o tem, da mu bojo hišo rušili. Prišla je cenilka, ampak o tem, kam naj bi šel potem, ko mu bojo hišo porušili, o tem ne dvomim, da bojo hitro prišli porušiti, ampak o tem, da bo pa on dobil kakšen denar ali nadomestno stanovanje, karkoli, o tem pa ni ne duha, ne sluha. In zdaj, seveda, tip je živčen, je že začel malo okrog hoditi, okrog ministra in tako naprej, vsi mu nekaj obljubljajo, zagotavljajo, ne, kot vemo, javno zagotavljajo celo, da je že za vse poskrbljeno in urejeno. Ja, vsi so že preseljeni. In seveda ga to še dodatno jezi. Torej, suho zagotavljanje, da je nekaj narejeno, ali pa v tem primeru, kot zatrjuje Golob, da je vse ovrgel, kar gre proti njemu, je enostavno premalo, ker je jasno, da je naredil z besedo, in politik dela z besedo predvsem, je naredil nekaj, kar je politično nesprejemljivo. Zdaj, ali tudi pravno formalno, s tem se bojo sodišča ukvarjala, ampak politično je to, kar je on zahteval od ministrice, to, kar je ministrica naredila, to, da so jo zamenjali, je pač nesprejemljivo. Vse te poteze v tem vrstnem redu. Tako. Predlagam, da si zdaj vzamemo krajši premor. Boštjan, Igor, ampak ne nam ujiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, ali bo Golob zdržal do konca. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami sta še vedno naša stalna komentatorja Igor Lukšič in Boštjan Marko Turk. Pogovarjamo pa se o tem, ali bo Golob zdržal do konca. Boštjan, Igor, predlagam, da si zdaj pogledamo izjavo, v kateri se predsednik vlade Robert Golob priduša, da točno ve, kako se počuti državna tožilka v zvezi s policijo. Poglejmo. Verjamem, da se je počutila, da namesto, da bi bila varovana, je bila nadzorovana, informacije so pa potem odtekale, ne nazadnje verjetno tudi v te kriminalne združbe. To je nedopustno. Zdaj, Boštjan, premier je rekel tudi, da že 2 leti ve, kakšna je policija, ne? Zdaj, mimogrede je policijo obtožil nekih hudih kaznivih dejanj, ne? Namreč odtekanja informacij kriminalnim združbam in tako naprej, kar vemo, lahko ogroža življenja. Nedavno tega so zvečer na obrobju Ljubljane umorili človeka, za katerega se govori, da je bil nekoč zaščitena priča policije in tako naprej in tako naprej. Državna tožilka je šla preko svojega odvetnika v javnost, pravi, da se ne počuti varno, ko jo policija ščiti pred kriminalno združbo, ki jo preganja na sodišču. Gre za ta hip gotovo najzahtevnejši, tudi najodmevnejši kazenski primer v Sloveniji, ne. Mimogrede, to so ljudje, katerih šefi v Srbiji so menda svoje mafijske nasprotnike ne samo umorili, ampak potem celo zmleli
naredili, spremenili v čevapčiče in jih pojedli. Tvoj komentar. Ja, recimo, kar se teh mafijskih šefov tiče, to bi rekel, niso hudo originalni. Ne. Zdaj, ko se tako ogrevamo za neovrščene in Tanja Fajon obuja to tradicijo, ne, se moramo spomniti, da je cesar Bokassa, s katerim, ki je bil en glavnih stebrov neovrščenosti, pa Idi Amin Dada, s katerim se je Tito objemal in ljubkoval, ne, on je svoje, recimo Drnovšek je svoje politične nasprotnike ali pa kakor je povabil in obedoval z njimi. Ne. Idi Amin jih je pa obedoval, ne, svoje politične nasprotnike oziroma zoprnike. In tle je pa čista logika. Ne. Zdaj pa, da ta zadeva neha biti komična, je pa v tem, da Slovenci mi nimamo več elementarne varnosti. Se pravi, izvršna oblast, za katero je izključno odgovoren Robert Golob, ne, je tista, ki Sloveniji prvič, kar obstaja, ne zagotavlja elementarne varnosti. Stanje pravosodja je na nuli, stanje policije je na nuli. Ta je bil baje zaščitena priča, ne, in je bil kot zaščitena priča ubita. Ne, in da policija je vedela. In če se tle spomnimo, spet gremo nazaj, Veselin Jovović, Veso, mislim, da je bil to leta 98, ne, če berete Slivnikov, bi rekel, Slivnikovo knjigo Potnikovo poročilo, boste tam dobili natančno popisano, da je to nekaj podobnega, da je policija tudi vedela, ne, da se ta umor pripravlja, oziroma celo kdaj se pripravlja in celo kako se bo zgodil, ne, pa niso nič ukrepali. Ne. Torej, namesto da bi mi z vstopom v Evropo in to napravili policijo tako, da bi bila Slovenija varna država, zdaj imamo odprte meje, hodijo vsi migranti noter, nekatere poslanke se na nje priklepajo, a ne, hkrati pa policija popolnoma in pravosodje sta popolnoma neučinkovita. Ne. Se točno ve, da če se pišeš tako in tako, če se pišeš, zato vsem svetujem zelo resno, ne, kdorkoli ima opravka s sodiščem, ne stane veliko, ne se da recimo prepisati, predno gre v obravnavo na Romano Pajenk, Romana Pajenk ali pa Romana Pajenk 2. Gospa Romana Pajenk je bila ravno kar v bistvu oproščena, zdaj bo imela neko delo v splošno korist. Poslušajte, vsi delamo v splošno korist. Televizija tale dela v splošno korist. Jaz delam v splošno korist, ne, pa nisem bil obtožen, da je 9 milijonov preko mene nekam poniknilo. Ne. Ampak, če se pišete Romana Pajenk, zato vsem, ki ste v postopkih, svetujem, pejte na upravno enoto, prepišite se Romana Pajenk, sodišče vas ne bo upalo obsoditi. Ne bo upalo obsoditi, če ste pa moški, se pa sklicujete pač na enakost spola oziroma na transgender filozofijo, ki pa ki pa tudi ta vlada pripada, tako da ste varni v vsakem smislu. Ne, hočem reči, pač to je pač to tragična resnica te popolne neučinkovitosti in bi rekel na nek način, sploh ne vem, kakšen izraz bi tukaj uporabil te Golobove vlade, ki se najbolj pozna na ključnih kriterijih. Edino upanje, ki ga jaz gojim, je to, da se je začela odpirati. To je sicer mogoče zgodba za drugič, ampak tujina je postala pozorna na to. Zdaj je bil že članek v Frankfurter Allgemeine, zdaj, ko sem bil v Parizu, sem imel tudi sestanke in z nekaterimi izredno pomembnimi ljudmi, ki tudi delno ali pa sooblikujejo francosko javno mnenje, in sem jim pač natančno povedal, da Slovenija je s stališča pravne države in stališča efektivnosti policije, da je pač največji problem v Evropi in da nečesa takega, kar se dogaja v Sloveniji, v Evropski uniji, ni. Mislim, v Evropi ni. Ne. Zdaj, odvisno, kaj vzamete Evropo, če vzamete Evropo še Kosovo in Metohijo, pa Albanijo, potem ja, ne, ampak drugače v Evropski uniji tega ni. Ne. In mi moramo pač to prebiti, spraviti v tujino, tako si lahko edino pomagamo, da se sami ne bomo tega zmogli. Začne Evropa zanimati za to, kaj se v resnici v Sloveniji dogaja, in si samo pogleda, samo da se naredi seznam tistih, ki so imuni pred kakršnokoli preiskavo, in seznam onih, ki so pa že naprej določeni, da bodo obsojeni, oziroma tako kot tale Kekić, da bojo ubiti. Da bojo ubiti. Čeprav so imeli status zaščitene policijske priče, paste. Ja. Zdaj, Igor, premier se nenehno postavlja v vlogo nekega, bi rekel, neodvisnega, pristranskega opazovalca, komentatorja, ki komentira dogajanje. Zdaj recimo komentiral, da ve, kako se počuti tožilka in da on ve, kakšna je policija in tako naprej. Kot da se ne bi zavedal, da v bistvu se vse to dogaja pač pod njegovo stražo. Ja, začelo se je, kar jaz spremljam, mogoče je že prej dejal kakšne izjave, ampak po 2 ali 3 mesecih, ko je bil na poziciji predsednika vlade, ko je na strateškem forumu
ko so ga vprašali, kako je zdaj po 3 mesecih, ne, rekel, odsvetujem vsem, nikar iti v politiko, to je čist nekaj drugega, kot sem si prej predstavljal. Se pravi, takrat bi moral odstopiti, ne, če se mu je zdelo to tako napačno, glede na to, kar se je predstavljal. Ampak točno to počenja skozi. Takrat je komentiral ne kot predsednik vlade, ampak komentiral kot Robert. Ne. Kaj se njemu zdi, brez konsekvenc, ki bi jih moral potem narediti. Če kot predsednik vlade to govoriš, potem rečeš, ok, s tem zaključujem mandat, jutri bom odstopil z pozicije, ker je to bila čista zmota. Zdaj, ko govori, ne zdaj bom pa jaz nekaj povedal kot strokovnjak, ne, to je bilo pred parimi dnevi, zdaj pač govori kot neka kritična javnost, ne, lahko bi bil tudi predstavnik neke nevladne organizacije, ki skrbi za boj proti nasilju nedolžnih ljudi. Ne. Tu pa razlaga, da zmeraj pozabi, da je predsednik vlade. Ne. On govori kot predsednik vlade, a dela se kot, da je samo Robert. To je za državo grozljivo, če zdaj bolj, ne? Ker zgleda, da to ne gre samo za PR-ovske trike, ne? Ampak gre dejansko za dvojno osebnost, ki jih enostavno tega ne skontrolira. Tako da to je na koncu slabo za državo. Ne? Ja, ampak zdaj, Boštjan, koliko časa še ima Robert Golob? Ne? Vemo, zelo veliko se stavi že na nove obraze oziroma nekatere stare obraze, ki se vračajo v igro. Misliš ti, da bo Golob zdržal? Namreč ne merijo se že stranke, ki obstajajo, ki ne obstajajo, njim menda podpora raste, medtem ko Golobovi Svobodi podpora pada. Torej, tu so zdaj dva momenta, ne, ki jo treba tukaj vzeti v poštev. Prvi moment je ta, da smo v bistvu 1 leto do volitev, ne, ker čez recimo 3 tedne bo Silvester, ne, in potem smo v letu 25, volitve bojo pa leta 26 in bojo najverjetneje spomladi 26, takrat morajo biti. Ne. Smo 1 leto od volitev in glede na večino, ki jo imajo zdaj v državnem zboru, jaz mislim, da se pravi Kučan ne razmišlja o tem, da bi Goloba zamenjal. Zakaj? Mislim, ker zelo težko bi na predčasnih volitvah dobil kaj optimalnejšega. Ne. Očitno tudi teh novih obrazov ni več toliko, a ne, ker zdaj upletajo z Prebiličem, pa z Virantom, z Logarjem. In pač očitno je tle, so ljudje razumeli, da novi obraz igra eno sezono, potem je pa pljuvalnik, ne, potem recimo, kje je zdaj Miro Cerar, ne. Ki je zdaj Šarec se je pač rešil čisto skozi zadnja vrata se je uspel rešiti. Ne. In tako da ti novi obrazi pač očitno so malo zadregi, ne. In zdaj, seveda, drugo je pa tudi to, ne, tudi če bi recimo Kučan se odločil za ta strateški premislek, pa šel predčasne volitve, pa vi mislite, da bi te poslanci Golobove Svobode se odpovedali mandatu, pa se samo ukinili, pa samo razpustili. Če mislite, da bi se, vam jaz povem, da se velika večina njih, se pravi 9,999 oziroma 99,999% ne bi, zato ker ko bo konc tega državnega zbora, jih pač ne bo nikjer več, oziroma bodo tam večina njih, kjer so pač bili prej v popolni anonimnosti. Ne? Razen, če ne bo Urška zdaj, da se bo pustila pojesti ali nekaj, sem v Franciji nisem slišal, v neki vdaji rekla, da se bo pustila pojesti Janezu Janši, nisem dobro razumel, kaj je to, ampak ne vem. V glavnem, ona bo potem tam, ne, na meniju, ne, se pravi, razpoložljiva. No, v glavnem, tega ne bo, imeli bomo predčasne volitve, ampak imeli bomo redne volitve, ampak do takrat pa bo mogla Levica pogruntati, pač bomo Kučan najti nov obraz, ki pa zdaj jaz ga nikjer ne vidim. Ja. Igor, ti si politolog, dostikrat te mediji prosimo, da bodi si napoveš rezultate volitev ali pa komentiraš rezultate volitev. Predlagam, da si zdaj pogledamo en videoposnetek oddaje na nacionalni televiziji, kjer je merilka oziroma ustvarjalka javnega mnenja Janja Božič Marot razlagala, na kakšen način oni merijo stranke, ki so, in bodite pozorni tudi stranke, ki jih ni. Poglejmo. Stranke Vladimira Prebiliča še ni. Ne? Zakaj ste potem merili podporo?
Dejstvo je, da je to naročilo medijske hiše, mislim, da nazadnje ProPlus, medtem ko zaupanje smo merili za medijsko hišo Delo, ampak vidimo v tem samo koristi, kajti nismo merili samo Prebiliča, ker se govori, da bi naj ustanovil svojo stranko, pač pa kot prej omenjene že tudi Logarja, ki jo ima, Ruparja, ki jo ima, Erjavca, ki je bila v nastajanju, Lotriča, o katerem se govori, in Gregorčiča, o katerem se govori. Se pravi, ne samo Prebiliča. Ja, ampak ker očitajo vam, da javno mnenje s tem, ko ga merite, tudi ustvarjate. In da ste s tem ustvarili pravzaprav stranko Vladimirja Prebiliča, ko ste mu izmerili to visoko zdaj, podporo. če očitajo samo Prebiliča, bi lahko očitali tudi Logarja in vse ostale prej naštete. Ne, Logar stranka že obstaja, Logarjeva obstaja, demokrati obstajajo. Medtem ko Vladimir Prebilič stranke še nima. Še nima, to so klevete. Dejansko, klevete, da smo mi prispevali k temu, da stranka nastaja. Ker pravim, da smo tudi ostale 3 stranke oziroma 4, ki še jih ni bilo, tudi merili. Gre za interes javnosti, v katerega raziskave vlagajo v bistvu, bom rekla, privatni sektor, ne pa Ukom ali pa vlada, ki bi verjetno javnost to tudi zanimalo. Evo, Igor, imaš besedo. Ja, to je dobro povedano, ne vlaga privatni sektor. Zdaj, ljudem je povedala... Dobrobit nas, ki nas to zanima. In to je javni interes. Ne? Zdaj je jasno, kaj se nam je zgodilo. Nam se je zgodilo, da denar šteje. Se pravi, ti, če hočeš v politiki kaj biti, moraš imeti za sabo privatni sektor, se pravi neko sredstva, kapital, ki kaj naredi najprej? Najprej naredi raziskavo o tem, da je stranka s tvojim imenom potrebna. In to naredijo toliko časa, dokler ljudje ne vidijo, da je ta stranka potrebna. Seveda izbirajo med že uveljavljenimi ljudmi, ne grejo kar tako na ulico pa zberejo tam nekoga, ki nima imena, ampak se usedejo na nekoga, ki ima ime in potem ga opremljajo s tem, kar naj bi predstavljal v njihovem interesu. Pazite, v njihovem interesu, v interesu tega plačnika. In to se nam je zdaj zgodilo s strankami. Se pravi, tisti, ki govorijo, da ona govori, ne, stranka Svoboda je izpuhtela, to samo pomeni, da stranka Svoboda zgleda ne plačuje več teh naročil, ne, ker ko bo začela spet plačevati, bo pa pripuhtela nazaj. Bo pa prišla nazaj in bo imela spet ustrezen odstotek. Torej ne samo zaradi tega, ker to delajo oni, tudi ves medijski prostor je kupljiv, ne, in je v rokah teh, o katerih ona govori, privatnih interesov. Torej, ljudem mora biti jasno, da je vsaka politika zdaj v zahodnih demokratičnih družbah v rokah ne politikov, ampak v rokah privatnih interesov dobro podmazanih kapitalistov. Torej, imamo zdaj tipično zgodbo, ne, kako najedati ugled politike in politikov. Se pravi, mimogrede, ne gre samo za to, da se plačuje, kdo naj vstopi v politiko, plačuje se tudi, kdo naj izstopi. Ne, kako s koga zminirati, kako nekoga izločati iz politike. Se pravi, tisti, ki je moteč za določene privatne skupine, tistega se izloči, tisti, ki ni moteč, ki je zaželen, ki je zadost prazen, tisti pa lahko vstopi, ker lahko dela po nareku. In seveda potem pridemo v situacijo, ko politika kot celota izgubi kredibilnost, ker so v politiki ostali samo še nekredibilne osebe, se pravi tiste, ki delajo za privatni interes, neverjetno, in to je treba Jani Marolt Meden čestitati, da je to povedala, in Marcelu, da je to zbezal, da imamo tako izpričano neposredno zgodbo, se pravi od ljudi, ki delajo na terenu. Ne? To ni zdaj ocena, iz prve roke, to ni ocena politologov, ki gledamo iz konceptov in to vemo, da se to dogaja, samo empirično lahko to recimo dokazujemo na primeru ZDA, ker se točno vidi in kapital ne skriva svojih interesov glede kandidatov in glede tega, da zapira prostor za točno določen tip kandidatov, ne? Medtem ko se v Sloveniji je to še dosti dobro zakrivalo in se zakriva. Zdaj, Boštjan, Vladimir Prebilič, ki je mimogrede predsednik stranke Vesna, ne, to ni kleveta. Ni predsednik. Ni predsednik. Ne, je pa član in vidni član, se pravi, ne skriva, da ni na listi. Čeprav v začetku zdaj ne vemo točno, ali je član ali ni,
ker nekaj časa se je govorilo, da ni član, je samo sposojen, podobno kot je bil Gregorčič pri SLS-u. Tako da zdaj ne vemo, v vsakem primeru on je kandidiral na listi stranke Lista, torej on ima stranke Vesna. On ima, tako je, on ima, tako je, točno to. In oni, ko merijo Prebiličevo stranko, Prebiličeva stranka je Vesna. In on nastopa v imenu Vesne v zeleni skupini v Evropskem parlamentu. Tako, in šel tudi na volitve kot predstavnik Vesne. Tako je. Zdaj, Boštjan, ampak nikoli pa ni rekel Vladimir Prebilič, da bo ustanovil svojo stranko. Zdaj, zakaj mi merimo stranko, ker se o tem govori? Pa ja, mislim, jaz bi najprej to še oponiral malo Igorju, ne, mislim, kapital določa ali pa ne določa, ne, recimo zadnje najbolj mega volitve, se pravi letošnjega leta, so bile gotovo v Združenih državah Amerike in če štejemo stališča kapitala, vidimo, da vse multinacionalke, velike multinacionalke, se pravi tiste, ki imajo res kapitala, ne, so bile na strani tako imenovane prebojenske ideologije, se pravi na strani demokratske stranke, a ne, in kampanja Kamale Harris je temeljila na postulatih prebojenske ideologije. Razmerje vloženega kapitala je bilo 2:1, če vem, demokrati so dali 2 milijardi dolarjev, kar je neverjetna vsota, ne, pa so kljub temu radikalno volitve izgubili. Za Trumpom je stal pa samo Elon Musk, ki ga pa težko štejem za predstavnika klasičnega, bi rekel, velekapitala, ampak je on v bistvu denar ima za to, da ga plasira v ideje, ne, njega denar zanima, koliko lahko plasira nove projekte, ne, in ga takoj, in tako da tu se ne bi mogel v celoti strinjati, ne. Zdaj seveda, kar se tiče pa globalno tega, ne, se pa sigurno seveda strinjava, ne, sem hotel reči, ne, da je v bistvu nacionalna televizija prvič kot neka kolateralna škoda te idiotarije, a ne. Mislim, ker tle Biserka Marolt Meden pokazala, pač idiote so v grškem pomenu besede, grška beseda etimološko pomeni človek. Pa tudi ni Marot Meden, tako kot se rekel ti Igor, ampak je Janja Božič Marot. Upravičujem. No. Hočem reči, ne, idiotes je grška beseda, ki pomeni ni za javno rabo. V tem smislu jaz uporabljam tukaj, ne, in ona je pokazala, da ni za javno rabo, ker teh stvari, ki jih je povedala tukaj, ona ne bi smela, pa še to, kar se vidi, da se je zmedla, ne, ampak nekaj se je pa le zgodilo, po ne vem koliko časa, ne, da nacionalna televizija, katere edini namen in smotr bi moral biti, da ljudi objektivno obvešča o tem, kaj se v državi dogaja, je tukaj to naredila. Tako kot je Igor rekel, je tukaj to naredila. Ljudje so videli, kdo so naročniki, tranzicijsko ozadje, ne, da niso naročniki ljudje, v katerem interesu se pojavljata recimo Virant, ne, oprostite, Logar, pa Prebilič in tako, a ne, in so to videli, ne, in so tudi videli, da se temi strankami žoga, ne. Jaz vem še za eno stranko, ne, ona pravi stranke, o katerih se razmišlja, o katerih se govori, in to je vem za eno stranko, ki se jo sanja. Vem za stranko, ki se jo sanja, pa ne vem, če jo že merijo, ne, ampak bi lahko svetoval, ne, medijali, da lahko tudi to stranko, ki se jo sanja, ne, vem, da ste od vas sanjala, pa jo merijo, če jo merijo, ne. Hočem reči, da jo merijo, ne. Nacionalka je tukaj pokazala res tisto, kar recimo mi delamo ves čas, ne, da razkrivamo, zakaj v družbi gre preprosto, z eno samo besedo. So tukaj ljudje, ki so to gledali, ne, seveda Marcelo je bilo potem, seveda jih je slišal, ne, razumljivo, ker je naredil nekaj, kar je pač absolutno nedopustno, ne, in tudi tale Medijana, Medenova je to, ne. Medenova jih je tudi slišala, sem prepričan, ker to je bilo popolnoma zunaj vsega koncepta tega, kar levica... Maroltova. Božič Marot. Ja, se upravičujem, no, Božič Marot, no. Ker gospe ne poznam, pa mislim, da nisem v življenju nič zamudil, če ne poznam. Hočem reči, ne, mislim, to je bilo nedopustno, neodpustljivo, kar so naredili, pač stališča, seveda njihove, bi rekel, diktature, ne, ki jo pač uvajajo na RTV-ju, ne. Ja. Ampak zdaj, Igor, ko ne merijo še strank, ali pa ko strankam zmerijo prenizek rating, takrat pa merijo zaupanja, ne? Ker ko je Logarju kazalo še 2,5%, oziroma njegovi stranki so pa merili zaupanje v Logarja, to je bilo pa bistveno više od tega, kakšen rating je imela njegova stranka. Zdaj, jasno, da ne bojo rekli, da oni s tem kaj vplivajo ali pa pač da zavračajo te očitke, da govorijo, da so to klevete in tako naprej, ampak vseeno, ne, mi kot volilno telo, nas to zbega, nas to motivira, nam to da kakšno idejo, zamisliti, kako ta stvar poteka. Ja, ljudje se zdaj pogovarjajo o tem, ne, koliko ima Logar in potem nas sprašuje, recimo jaz sem že nastopil ne vem kolikih oddajah, koliko ima šans Logar, koliko ima šans Prebilič, koliko ima, če bi ustanovil stranko, kaj bi bilo, ko bo prišlo to v stranko, če bo, ko ne bo.
in potem oni zanikujejo, ne bo, in ljudje se s tem ukvarjajo. In nazadnje, seveda se ta ideja prime se potem, ker oni ustanavljajo neke platforme, pa društva, pa se vrtijo kot možni predstavniki in potem potekajo seveda tudi realne meritve, ne. Te realne meritve, ki jih javno ne sporočajo, ki pogledajo, koliko so bile uspešne vse te akcije plasiranja teh kandidatov. In ko se na realni meritvi vidi, da je nekdo prestopil prag parlamenta ali pa da ima šanse, potem se lahko v to vrže še določen denar, se to tehnika danes obstaja, to je genialno, to ni nobena umetna inteligenca, to je politična inteligenca, ki s pomočjo denarja funkcionira, ne. In to ni kaj, ne. To, kar je prej polemiziral kolega z mano v Ameriki, ne. V Ameriki je vseeno, ali je Trump, ali je Kamala, ali je kdorkoli od teh, ki bojo oddelali. Ne sme pa biti nekdo, ki ne bi oddelal. In ta, ki ne bi oddelal, je recimo bil Kennedy, je bil Sanders, pa so mehke variante tega, kar bi recimo tudi lahko nastopalo na volitvah. To sploh ne sme na volitve in to nikoli ne pride na volitve. To, kar se pa izbira, ne, kot med dvema kandidatoma, ki sta ključna, mi v Ameriki ne vemo za tistih 6 ali 7 kandidatov ali pa 8, ki so na posameznih listah nastopali, ker enostavno ne zberejo sredstev. Zakaj ne zberejo sredstev? Ker niso favoriti niti tretjinskega dela kapitala, ne? Ker zato ti lahko prideš sem prek tega lahko v igro, če te podpre ena res velika zgodba. Kar pa zadeva Muska, ne? To je samo maskota BlackRocka. Ne? To ni ideja, pa ne vem kaj. Ne? Kar se bo seveda še pokazalo, to je seveda politologu lahko jasno takoj, tisti, ki to bolj spremljajo tako ljubiteljsko in pristrastno, za njih bo pa to jasno malo kasneje. Se Kennedy je nastopil na volitvah, se je nastopil po Trumpu, se je najpomembnejših nosilcev, bi rekel, Trumpovega programa. In drugo, z BlackRockom pa Musk nima nič, njegovi projekti so pa res popolnoma drugje. Seveda nima. Mislim, Musk je pač prosti. Musk in Trump sta pač, to se pa vsak strinja, prosta strelca. V tem zelo žlahtnem pomenu besede. Prostega strelca v ZDA na volitvah nikoli ni bilo in ga nikoli ne bo. Ja, ni res, ne, mislim, zato je pa nomenklatura, pač ameriška globoka država napravila prav vse, da Trump ne bi prišel, samo pri tem niso imeli sreče, ampak dobro, to je zdaj pač druga zadeva, analiza, zakaj demokratski kandidat ni zmagal, ne, ampak seveda napravili so pa vse, da Trump ne bi zmagal, ne, konec koncev, enkrat se bo pojasnili tudi to, kako je pač, kaj je bilo s tistim atentatom v Pensilvaniji, ne, napravili so vse, da Trump ne bi zmagal, ne. Da niso, ker potem ne bi zmagal. Ne, da ne bi, to je pač, ja, da ne bi, ampak je zmagal, se pravi, niso vsega pogojnik, ne, da ni zmagal, ne, nisem rekel, da ni zmagal, rekel sem, da ne bi zmagal, to je pogojnik, ne. Ne, pa se rekel, so vse naredili, niso vse naredili. Vse so napravili, da Trump ne bi zmagal, ja, vse to drži. Nisem pa rekel, vse so napravili, da Trump ni zmagal, to je pa pač ta povedni naklon, tega pa nisem uporabil sem pogojni naklon in je to pač... Bomo nadaljevali našo debato še jutri, za danes pa Igor Lukšič, Boštjan, Marko Turk, najlepša hvala za vajine komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil prvi del o tem, ali bo Golob zdržal do konca, sicer pa že 1096. faktor na TV3. Jutri bomo za vas, kot rečeno, nadaljevali s komentiranjem, bo vlada zdržala do konca in ali bi morala. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.